Bil šolo Ad Astra, sprva za svoje otroke in otroke nekaterih zaposlenih v SpaceX. Kakšen je bil pristop te šole? Zelo nekonvencionalen. Vir navaja, da v šoli ni bilo tradicionalnih ocen, poudarek je bil na projektnem učenju, usmerjenem v reševanje realnih problemov. Otroci naj bi tam gradili robote, se ukvarjali s kodiranjem, celo razmišljali o etičnih dilemah AI in strategijah za kolonizacijo Marsa. Musk je bil očitno zelo kritičen do tradicionalnega izobraževanja, ki po njegovem mnenju zatre ustvarjalnost. In ta šola se je razvijala naprej? Tako je, prvotna šola se je preoblikovala v spletno šolo Astranova, ki je odprta širšemu krogu učencev. Leta 2025 naj bi v Teksasu odprli tudi novo predšolsko enoto, ki temelji na principih Montessori pedagogike. Fokus ostaja na tem področjih znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika, pa praktičnih veščinah, timskem delu in empatiji. Njegova vizija, kot izhaja iz vira, je, da bi moralo biti učenje predvsem velika avantura. Ko zdaj pogledava celotno sliko, od PayPala do Starshipa, od Tesle do Neuralinka in Ada Astre, kakšen portret Elona Muska izriše najšin vir? Portret izjemno kompleksne osebnosti. Opisujejo ga kot genija, polimata, vizionarja, nekoga, ki združuje znanje in delovanje na osupljivo širokem spektru področij, skoraj kot nekakšen moderni digitalni renesančni ustvarjalec, če hočeš. Ja, sliši se tako. Njegova osrednja misija, ki jo vir nenehno poudarja, pa naj bi bila skrb za dolgoročno prihodnost človeštva, bodisi z zagotavljanjem rezervnega planeta ali s prehodom na trajnostne vire energije tukaj na Zemlji. Hkrati pa vir ne zamolči kritik in kontroverznosti. Očitki o megalomaniji, vprašanja glede delovnih pogojev v tovarnah, njegove pogosto provokativne in, recimo, nefiltrirane izjave zlasti na platformi X. Vse to je del širše slike. Nedvomno. Vendar pa vir postavlja te kritike ob bok dokazljivim dosežkem, ki dejansko spreminjajo svet. Od spletnih plačil, ki so danes samoumevna, do raket za večkratno uporabo, ki so preoblikovali ekonomijo vesoljskih poletov in električnih avtomobilov, ki postajajo mainstream. Njegov vpliv, tako pozitiven kot sporen, je pač ogromen. In to naj jo pripelje do zadnjega vprašanja, ki ga vir zastavlja za razmislek. Kaj bi lahko bila najpomembnejša zapuščina Elona Muska, če pogledamo 50 ali 100 let v prihodnost? Bo to uresničitev sanje o kolonizaciji Marsa, pospešen prehod na električna vozila in trajnostno energijo, revolucija v povezovanju človeških možganov z umetno inteligenco preko tehnologij, kot je Neuralink. Ali pa morda nekaj povsem drugega. Nekaj, kar se v tem trenutku šele rojeva iz njegovega nenehnega iskanja novih izzivov in premikanja mej mogočega. Vprašanje, ki ostaja odprto in vabi k nadaljnjemu razmišljanju. S tem zaključujeva najin današnji pregled virov o Elonu Musku. Hvala za pozornost.